Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Velenje ima novo športnico in športnika za leto 2015. Prireditev je potekala minuli teden v Domu kulture Velenje pod organizacijo Športne zveze Velenje in Mestne občine Velenje. V Mestni občini Velenje so minuli teden izbrali športnico in športnika leta 2015. Zagotovo so naši športniki navdih Velenju, ostalim športnikom, predvsem pa mladim in seveda ob tem je tudi na mestu želja, da tako ostane še v prihodnosti. Čestitke vsem športnicam in športnikom, vsem, ki sodelujejo v teh uspehih in seveda ti rezultati nas ženejo naprej in verjamem, da tudi v nadaljevanju. Si nekako želite mogoče, da bi športniki še izboljšali rezultate, če je to sploh mogoče? Seveda, športniki se vedno želimo še boljših rezultatov, vedno je možno doseči še več, ampak nekje so meje, nekje te nekdo prehiti, to najbolje vedo športniki in športnice in seveda vsa čast, tako kot rečemo v Velenju, za njihov trud in za vse, kar dosežejo in vse, kar doprinesejo, na koncu koncev tudi dobro ime športa in mesta Velenje. Na prireditvi smo videli kar nekaj znanih imen iz sveta športa. Nekaj takšnih, ki še vedno aktivno tekmujejo in tudi tiste, ki so si zaslužili miren športni pokoj. To je bil tudi letos častni podeljevalec Dejan Zavec. Sigurno je čast in pa seveda privilegij, da se lahko obkrožen z športniki, z potencialnimi talenti in pa v bistvu vsemi, ki nas šport združuje in to je sigurno en taki topel občutek, kajti konec koncev, ko podeliš neko nagrado, podoživljaš tiste trenutke, ko si sam prejemal neke nagrade in to sigurno je eno tako poplačilo in pa lep občutek. Ob prijetnem programu pa smo vsi nestrpno pričakovali razglasitev v članski konkurenci. Laskavi naziv si je z rezultati v letu 2015 med dekleti prislužila Maja Mihalinec, članica Velenjskega atletskega kluba Sprinti na kratkih razdaljah. Jaz sem že nekako na polno v tej sezoni 2016, ampak se je vseeno fajn spomniti na tiste prijetne trenutke iz lanske sezone in tudi to mi da v bistvu še neko dodatno motivacijo za treninge za poletno sezono. Med fanti pa je z rezultati v prostem slogu in snežnem kanalu pokal za najuspešnejšega športnika leta 2015 v Mestni občini Velenje dvignil deskar Tim Kevin Ravnjak. Vsaka taka nagrada je neko priznanje za dobro delo, da si na pravi poti do samega vrha in tudi to, bom rekel, meni zelo veliko pomeni. Vesel sem glede udeležbe danes tukaj, zelo številčna je bila in moram reči, da ja, v imenu vseh športnikov govorim, da to pomeni tudi nekaj velikega in ja, najlepša hvala za to priznanje občini Velenje, tako da ja, sem zelo vesel. Med športniki invalidi pa je bil zmagovalec, lahko bi rekli že serijski, Gorazd Nani Tiršek, ki si je naslov priboril z uspešnim streljanjem v preteklem letu. Da se športniki invalidi v Velenju počutijo enakovredne ostalim športnikom, je potrdil tudi sam. Se prav čuti v tem mestu, da je neko sočutje za invalide, za ljudi z potrebami po prilagojenem gibanju in tako dalje, tako da se v samem mestu ljudje dobro počutimo in se počutimo enakovredno. Med športnimi ekipami pa si je letos v kar močni konkurenci naziv ekipe leta prislužila četa rokometnega kluba Gorenje Velenje. Kljub temu, da je tekmovalno leto 2016 v polnem zagonu, nas v poletnem času čakajo še letne olimpijske in paralimpijske igre. Zato bo izbor za športnika leta 2016 v Mestni občini Velenje še toliko bolj pester. Rokometna reprezentanca Slovenije si je na kvalifikacijskem turnirju v švedskem Malmöju priigrala vozovnico za olimpijske igre. Nogometaši pa so odigrali 29. krog državne lige Telekom. Krka in Celje sta se tako kot Olimpija in Zavrč razšla z 1:1. Krško je na gostovanju premagalo Luko Koper. Maribor je zmago nad Domžalami ponovno točko bližje Olimpiji. Rudar je na stadionu ob Jezeru premagal Gorico. Rudar je do zmage prišel s pravim evrogolom. Dosegel ga je Senad Jahić, ki je v 41. minuti z razdalje okoli 30 metrov poslal žogo za hrbet goriškega vratarja Sorčana. Igralci Gorice so imeli resno priložnost v drugem polčasu. V 71. minuti, ko je po podaji strani kapetan Milan Burgić z glavo žogo za las poslal mimo gola. Domači nogometaši so v drugem polčasu tudi imeli nekaj zanimivih akcij, ki jih pa niso uspeli kronati z zadetkom.
Ostalo je pri 1:0 za velenjski Rudar. Olimpija je sedaj le še 2 točki pred Mariborom, kar zagotovo napoveduje napet dvoboj za naslov državnega prvaka. Rudar pa se je zadnjo zmago povzpel na 6. mesto in ima sedaj 34 točk. Kot smo že v uvodu vdaje povedali, je športnica v mestni občini Velenje za leto 2015 postala članica atletskega kluba Velenje Maja Mihalinec. Še predno pa se poda na Evropsko prvenstvo v Amsterdamu, smo jo povabili pred naš mikrofon. Maja ima pred sabo naporno in dolgo sezono. Za nami je že državno in svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je tokrat potekalo v Portlandu v Združenih državah Amerike. Z odlično popotnico se je po študiju v Ameriki tja vrnila tudi Maja, ki je predtem postala državna dvoranska prvakinja na 60 metrov. Lep uspeh, vsak naslov državne prvakinje v bistvu mi veliko pomeni. Letos je šlo v bistvu toliko bolj tudi za neko stopnjevanje forme pred svetovnim prvenstvom in sem v bistvu v tistem trenutku odtekla tudi najhitreje v sezoni, tako da je bil to tudi en lep pokazatelj. Na državnem prvenstvu je z najhitrejšim časom pokazala, da so smernice prave in sledilo je svetovno dvoransko prvenstvo v Združenih državah Amerike. Uvrstitev v polfinale je bila v bistvu prvoten cilj. Želela sem si sicer odteči tudi osebni rekord, kar mi žal ni uspelo. V polfinalu sem malo slab štartala in v bistvu verjetno že tam v prvem metru pustila tisto desetinko, ki bi mi lahko prinesla tudi osebni rekord. Malenkost razočaranja tam, ampak vseeno jaz vem, da sem bila v bistvu tudi na svetovnem prvenstvu pripravljena za osebni rekord in jaz upam, da bom to znala prenesti tudi na sezono na prostem. Po svetovnem dvoranskem prvenstvu sledi sezona na prostem. Najprej prihaja Evropsko prvenstvo v Amsterdamu, kjer bo simpatična Mozirjanka lovila desetinko, ki se je izmaknila v Portlandu. Evropsko prvenstvo v Amsterdamu bo sigurno za mene nekakšen vrhunec sezone pred olimpijskimi igrami. V bistvu bom še več moči usmerila v Evropsko prvenstvo, ker se mi zdi, da imam pač tam tudi malo več možnosti za kako vidnejšo uvrstitev. Jaz mislim, da je realen cilj uvrstitev nekam med najhitrejših 12 v Evropi ali pa še mogoče tudi malo više, no, ampak v bistvu zdaj sem se šele začela pripravljati na poletno sezono in bom videla, kaj bo to pomenilo, ampak želim si pač veliko. Dejstvo, da bo lahko v Evropi ciljala med 12 najboljših, je dokazovala že med študijem v Ameriki. Že celo pred odhodom se je spogledovala z naslovom najhitrejše Slovenke. Jaz sem na študiju v Ameriki šla v bistvu nekako zelo blizu temu nazivu, ker v tistem času se je v bistvu Alenka Vikarglih počasi upokojevala, Merlin enako, teda jaz sem že v bistvu tisto sezono pred odhodom zmagala na državnem prvenstvu v dvorani in sem v bistvu dobila nekako ta okus, da bi pa mogoče lahko. Pol tiste 5 let sicer ni potekalo po planu, ampak vseeno sem imela nekako to skosno v glavi, da še nisem vsega pokazala in da še lahko to dosežem, tako da sem zelo vesela, da zdaj po vrnitvi je to uspelo. Da je doma pustila nedokončano delo, pa je bil zadosten razlog za vrnitev. Jaz bi rekla, da je bil to kar nek primarni razlog, ki me je še toliko bolj vlekel domov. To, da nisem še vsega pokazala, da sem še imela nekaj v bistvu, kar me je motilo, da je bilo nedokončano te rezultati v atletiki. Naporno in dolgo sezono je napovedala tudi sama. Olimpijske igre prihajajo čisto ob koncu sezone, ko bo utrujenost zagotovo prisotna. Da bo vložek na njenih prvih olimpijskih igrah največji, zagotovo ne gre dvomiti. Sezona bo v bistvu zelo dolga, že s tem, ker bo imela v bistvu 2 vrhunca, prvi v Amsterdamu in drugi v Riu in v bistvu je pač fizično nekako nemogoče pričakovati, da bi lahko bil toliko časa v vrhunski formi. Tako da jaz upam, da mi bo za Rio ostalo še dovolj moči, da lahko recimo upam na uvrstitev v polfinale. Vsa dekleta bojo sigurno v Riu v najboljši formi, tako da konkurenca bo vrhunska, zelo močna. Jaz bom dala vse od sebe, zdaj kaj bo to pomenilo glede rezultatskih uvrstitev, bo tudi malo odvisno od sotekmovalk. Prisotnost treme ob mislih na Rio ne skriva. Adrenalin, ki ga daje olimpijske igre, pa ji daje zagon za še boljše rezultate. Zdaj, ko se je zaključila ta dvoranska sezona, se mi zdi, da se počasi pričenjajo priprave na Rio. Tudi
v promocijskem smislu z OKS-om in vse. In to v bistvu vse skupaj že daje malo tisto predolimpijski občutek in ustvarja neko nervozo. Tako da sigurno adrenalin bo na olimpijskih igrah večji kot kadarkoli prej in jaz upam, da bo tudi to pripomoglo k dobremu rezultatu. Veselje pa zagotovo toliko večje ob misli, da gre za temperamentno državo, ki bo organizirala tokratne letne olimpijske igre. In doživeti utrip ob takšnem dogodku je zagotovo posebna življenjska izkušnja. V bistvu to bojo moje prve olimpijske igre, tako da ne vem, kako to vse poteka. Vem, da smo v bistvu športniki dosti omejeni v olimpijski vasi, tako da jaz upam, da bomo imeli priložnost tudi okusiti to pravo Brazilijo. Da bo sezona za Majo dolga in naporna, sedaj ne gre dvomiti. Da pa bo na stezi dala vse od sebe, je potrdila tudi sama in zagotovo se lahko veselimo dobrih tekov. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje prihodnji teden.